Živijo korona počitnikarji. No, zdaj se verjetno počutite bolj korona šolari, saj naj bi od tega tedna naprej vaši učitelji začeli ocenjevati vaše znanje, ki ste ga nabrali v tem obdobju. Poleg tega ste izvedeli, da vas bo večina šolsko leto končala nadaljavo. Učenci prve triade in učenci s posebnimi potrebami se 18. maja vračate v šole, 25. maja tudi devetošolci. Ob tem se pojavlja kar nekaj vprašanj. Dokončnih odločitev, kako bo odpiranje potekalo, pa še ni. Najverjetneje bodo zmanjšali oddelke oziroma razrede na 6 ali 10 otrok. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sicer obljubilo, da bodo navodila znana do danes, a ta domača naloga je zelo težka. No, naša naloga v tem obdobju pa je, da priskrbimo odgovore na vaša vprašanja. Danes bomo odgovorili na dve. Najprej, našo gledalko zanima, zakaj je tako zelo pomembno, da pijemo vodo. Draga Nika, 60% človekovega telesa je iz vode. V naši krvi pa je kar 90% vode, zato ta skrbi tudi za dostavo kisika v naše telo. Je nujna za delovanje vseh celic, organov in telesnih funkcij, za lepo in zdravo kožo, vlaži sklepe, tvori slino in sluz in je zato pomembna pri prebavljanju hrane. Uravnava pa tudi telesno temperaturo. Če ne pijemo dovolj, smo bolj utrujeni. Strokovnjaki nimajo enotnega odgovora na vprašanja, koliko vode dnevno je dovolj, zagotovo pa je zelo pomembno, da veliko pijemo v času, ko razsajajo bolezni. Torej tudi zdaj. Več o tem infektologinja Bojana Bejović. Če so sluznice zelo izsušene, je seveda verjetnost, da nas bo napadla neka bolezen večja, saj ne delujejo tako, kot bi morale. Če smo bolni, pa pogosto izgubljamo preveč tekočine, ker se bolj potimo, ko imamo vročino, ali pa recimo, če kašljamo, če smo na hodni, prav tako izgubljamo tekočino skozi dihala. Zato je zelo pomembno, da to tekočino nadomestimo in seveda nadomestiti jo moramo z večjo količino, kot če nismo bolni.